Društvo Rečan je gotovo bilo pionir glede kulturne dejavnosti v Nediških dolinah. Bilo je dejansko prvo društvo, ki je potem seveda po društvu Ivan Trinko začelo tukaj delovati in je pustilo svoj sled. No, in prav v tej sledi se je potem rodil tudi v Špetru študijski center Nediža in iz njega dvojezična šola. Dvojezična šola je nastala tudi kot neke vrste eksperiment. V bistvu ni bilo jasno, kako se bo vse skupaj izteklo, in začetni časi so seveda bili tako nekje polni neznank, ne? Vendar občutek je bil, da vse, kar se v Benečiji dogaja, recimo nastanek kulturnih društev, samega študijskega centra Nediže, potem in njegovih dejavnosti za otroke, vse to je pač dajalo nekaj upanja, da bo eksperiment lahko uspel. No, v letih se je potem seveda šola utrdila, danes je del normalne beneške stvarnosti. In mislim, da je to bilo mogoče res samo zato, ker se je v okolju tudi marsikaj drugega dogajalo in je podpiralo to dejavnost šole. Seveda še danes v novi realnosti skuša šola biti čim bolj vpeta v to beneško okolje in mislim, da ji kar dobro uspeva.